Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici in seveda topel pozdrav našim današnjim gostom, magistru Igorju Omerziji in gospodu Ivo Jevnikarju. Slovenska matica, ki letos praznuje svojo 160-letnico, je gotovo v vsej svoji zgodovini najbolj ponosna na nekaj obdobij, ampak izmed vseh na tisto, ko smo Slovenci se osamosvajali in dobili svojo državo. V tem duhu danes tudi gostimo predstavitev knjige o Francu Jezi, enem izmed velikanov slovenske osamosvojitve. Veseli smo, da ne pozabljamo na tiste, ki so pomembno prispevali svojo idejo, pa tudi svojimi dejanji, svojimi besedami in mislimi k temu, da danes živimo v suvereni in samostojni državi. In Slovenska matica seveda vedno poudarja, ne tudi zdaj, ko imamo svojo državo, ne pozabimo, da je potrebno vsak trenutek krepiti slovenstvo v nas. Kot je rekel še eden izmed velikih, naš hišni avtor Boris Pahor, ljubiti slovenstvo, ljubiti slovenski jezik, ljubiti slovensko knjigo in našo državo. To ni nacionalizem. To je temeljno bistvo vsakega človeka, zakaj samo v skupnosti lahko živimo drug z drugim. Predajam besedo današnjima gostoma in hvala, da ste se tega dogodka udeležili v tako velikem številu. Lepo pozdravljeni, najlepša hvala Slovenski matici in glavni urednici za gostoljubje, ki ni izkazano prvič v reviji in založbi Mladika, ki je tiskala knjigo, ki jo danes predstavljamo. Igorja Omerze, Bavčar se zdival, Omerze ni treba te publiki predstavljati. Vemo, da je magister ekonomije, da se je ukvarjal s podjetništvom, potem s politiko, zadnja, zelo plodna leta pa s publicistiko, raziskovanjem naše polpretekle zgodovine, saj je najboljši poznavalec tega, kar je ostalo arhivov tajne politične, komunistične policije. Bil je seveda soustanovitelj in član ožjega vodstva Odbora za varstvo človekovih pravic, katerega nekatere članice in člani so tukaj med nami in so jih lepo pozdravljam. Od leta 2010, že prej je izdal 2 knjige, ampak od leta 2010 je napisal 25 knjig, v katerih obravnava ravno to polpreteklo zgodovino, ki nas nikako še noče zapustiti. Pri Mladiki smo natisnili 2 njegovi knjigi, zelo debelo študijo o študijskih dnevih Draga, Karla Udva o Dragi. In tam že najdemo nekatere protagoniste naslednjih knjig. In zdaj Franc Jeza, separatist. To je 5. knjiga iz zbirke Velikani slovenske osamosvojitve in Udba, v katerih natančno opisuje, kako je tajna politična policija preganjala slovenske osamosvojitvene velikane in pri tem prvič objavlja tudi nekoč tajne dokumente. Prejšnje knjige so obravnavale Cirila Žebota, išel je prvi del in bosta še 2 sledila. To je obravnaval Franceta Bučarja, Igorja Bavčarja, Jožeta Pučnika. In že prej, pred to serijo, ki je tako preimenovana, pa Janeza Topliška. O Francu Jezi je seveda povedal vse sam. Lepo pozdravljam v naši dvorani tudi njegovega sina, Bogdana. In Jezi smo v Trstu posvetili 20. septembra poseben simpozij. Razstavljene so bile tudi vse njegove knjige in pomembnejše publikacije, pa vzorci časopisov in revij, za katere je ta zelo plodni publicist in borec za neodvisno Slovenijo objavljal.
Umrl je 20. januarja 1984 in torej ob 40-letnici je prišlo do različnih pobud. Glavna je verjetno najbolj trajna ta knjiga, ki jo bo Igor predstavil. To je bil sicer že 4. simpozij o jezik, kljub temu pa ugotavljamo, da je ta osebnost zelo malo poznana. Tudi v zamejstvu že precej pozabljena bila, v Matici pa sploh. 22. aprila 1994 je bil simpozij v Trstu in večji del referatov išel tudi v posebnem zborniku, ki ga je uredil Marko Tavčar. 22. oktobra istega leta je bil manjši simpozij na Ptuju. 22. junija 2012 pa so v Rojstnem kraju na spodnji Hajdini imeli komemoracijo in tudi odkrili kip v spomin na tega svojega domačega velikana. Po Jezovi smrti so išle 3 njegove knjige, torej 3 posmrtne izdaje. Prvič v knjigi zbrani spomini na nemška nacistična taborišča leta 1985. Potem je gospa Vojka Haulas leta 2010 vedno v zvezi tudi z domačimi kulturnimi delavci na Ptuju izdala izbor krajših leposlovnih del za kasnega pomlad. In tam vidimo ob tej najnovejši knjigi tudi zbornik, ki ga je izdala Slovenska matica in sta ga uredila Primož Šturman in Boris Pahor leta 2012 in zgodil se bo čudež, to je pa knjiga njegovih političnih spisov, predvsem tistih, ki že zelo zgodaj nakazujejo boj za neodvisno, samostojno Slovenijo. Evo, več bi jaz ne povedal in bi takoj predal besedo Gorju, ki je pripravil tudi PowerPoint, tako da bomo lažje sledili. Hvala. Hvala za besedo, hvala za vabilo Matici. Kar začel, vidite že naslovnico, vidite tam knjiga Udbi in Franco Jeze je 5. oziroma 6. in ne zadnja v moji seriji, kot je že povedal Ivo, Velikani slovenske osamosvojitve in Udba. Udba je torej ponarodela skrajšava, kot je že dobro znano, za tajno politično policijo komunističnega vrha propadle Titove države. V primeru Jeze in ostalih slovenskih velikanov osamosvojitve moramo vedeti, da je glavno zalezovanje in šikaniranje Jeze opravljala slovenska Udba in pri tem sodelovala po potrebi z drugimi republiškimi tajnimi policijami, z vojaško tajno politično policijo ponarodelo KOS in s tajno politično policijo zunanjega ministrstva, uradna skrajšava SID. In seveda v svojih izsledkih in načrtovanih akcijah poročala Zvezni Udbi v Beograd. Na koncu knjige je predstavljen tudi seznam kodnih imen konfidentov in nadzorovancev Udbe. Ta seznam se nanaša samo na knjigo Udbi in Jezi. Če bi k temu dodal še podoben zamejski seznam za moje knjige o Pahorju in Udbi. Pahor je bil zalozovan kot Jambor in Ljubljančan. In potem o Dragi in Udbi, kodno ime nadzora Karla. Potem bi bil ta seznam še mnogo bolj impresiven. Resnično se je slovenska Udba sprehajala po Trstu in ostalem italijanskem zamejstvu, pa tudi po dvojezični Koroški, skoraj tako, kot bi bila v Ljubljani. Za kodno ime zalezovanja France Jeze je Udba skomponirala, moram reči, primerno kodno ime, separatist, kajti glavna značilnost njegovega delovanja je nepopustljivo, direktno in preroško zavzemanje za popolno samostojno in suvereno slovensko državo. Mislim, da slovenska nacionalna zgodovina ne premore bolj gorečega in neomajnega oznanjevalca ideje o samostojni Sloveniji, kot je bil to tržaški Jeza. Seveda tega v Sloveniji sploh ne bi mogel početi. Sodobnikom je izgledal kot fantast, danes pa lahko mirno rečemo, da je prerok, Boris Pahor prav videc, ne? V času, ko je ideja slovenske države resnično izgledala kot popolna utopija. Poleg tega se ostanki udbovske pisarije o Jezi ubadajo z njegovo ostro kritiko nedemokratičnega režima v Sloveniji, Jugoslaviji, in z njegovim zaničevanjem komunističnega diktatorja Tita in njegovega Rdečega dvora. Ob vsem tem pa mora dodati še dvoje. Prvič, zaradi strahotnega uničenja udbovske dokumentacije v prvih mesecih leta 90
uničevala se je še 16. maja 90, ko je prisegla nova demokratično postavljena Demosova vlada. Ni mogoče reproducirati vsega, kar je v vezi napisala Udba, in je ta knjiga zato samo fragmentaren prikaz tega tajnega zavezovanja. Drugič, kljub gnusnosti udbovskega vtikanja v življenje drugih, pa je danes vendarle ohranjeno predvsej tega preko poročanj ovaduhov ali s pomočjo tehničnih sredstev, tudi o jezi in drugih nadzorovancih, kar bi drugače nepovratno izginilo v temni jami zgodovine. Jaz ločim idejne in operativne osamosvojitelje. Nekateri so sicer v dvojni funkciji. Zame je prvi idejni osamosvojitelj profesor Lambert Ehrlich, umorjen maja 42 od Udbine predhodnice, Kardeljeve in stalinistične varnostno obveščevalne službe. Torej profesor Ehrlich je novembra 41 napisal kratek opis in postavil meje samostojne slovenske države. Toda tudi on in pozneje že Ciril Žebot sta si želela zaradi zunanje nevarnosti, da bi bila ta država bolj ali manj v hlapni povezavi še z nekaterimi drugimi državami, le v skrajnem primeru, če ne bi bilo to mogoče vstopiti v tako povezavo, sta predvidela popolnoma samostojno državo. Danes bi lahko rekli, da se je najprej po zaslugi velike generacije, kot jo je poimenoval Dimitrij Rupel, uresničila popolnoma samostojna in mednarodno priznana slovenska država, no pozneje je Slovenija vstopila tudi v EU in NATO in si tako zagotovila trajno varnost v tem nemirnem in vse bolj nevarnem svetu. Zato so popolnoma neverjetni predlogi, celo stranke Levice v vladi, da Slovenija izstopi iz NATO, medtem ko sta v to zvezo danes vstopili tudi Švedska po 200-letni nevtralnosti in Finska po 70-letni nevtralnosti. Profesor Ehrlichov, ki tukaj vidite, da leži mrtev pred ljudsko kuhinjo, ne more napisati knjige o njem in Udbi, ker bi je pač voz umorila še pred nastopom Ozne in pozneje Udbe. Sem pa njegov umor podrobno opisal v poglavju Dvojni umor pod gradom v knjigi o Žeboti in Udbi. Prvi v moji seriji Velikani slovenske osamosvojitve in Udba je emigrant Janez Toplišek. Takrat sicer še nisem uvedel leta 2000, nisem še uvedel tega pojma, nisem uvedel še imena serija. A po vseh karakteristiki ga šteje med osamosvojitelje, ki je celo precej nespretno, kar ga je stalo življenja, skušal tudi operativno vzpostaviti avgusta 1963 samostojno in demokratično slovensko državo. Zanimivo je, da je bil po Udbi ujet ob ilegalnem prehodu avstrijsko-jugoslovanske meje, tudi s pomočjo udbovskega konfidenta Štajerja, katerega je Udba uporabila tudi pri nameravanju, a ne uspeli ugrabiti Franca Jeze. Žal nisem nikoli mogel ugotoviti, kdo je ta Štajer, kjer je pravo ime tega ovaduha. Sledi Ciril Žebot, kodno ime zavezovanja Peter. Zanimivo je, da bi bil on umorjen skupaj z profesorom Ehrlichom, če ne bi tistega usodnega dne, maja 42, zaspal in tako ni spremljal profesora Kajin njegovi jutranji maši. Že med vojno je zbežal v Vatikan, po glavi so mu stregli ne samo vosovski morilci, ampak tudi Gestapo in po vojni je odšel v ZDA. Udba ga je sledila povsod po svetu, bolj intenzivno seveda, ko je prihajalo do zamejstvo in enkrat je prišel celo v Slovenijo. Žebot ni dočakal osamosvojitve, saj je umrl malo pred tem januarjem 1989. Knjiga o njem bo imela 3 dele, 2 še čakata na objavo. Jože Pučnik je idejni in operativni osamosvojitelj. On je za svoje ideje in pisanje o demokraciji odsedel kar nekaj let in pozneje zaradi nezmožnosti zaposlitve odšel v zahodno Nemčijo. Še med bivanjem v tujini se je pridružil Novi reviji in ob trajnem prihodu domov postal vodja Demosa, ki je zmagal na prvih povojnih svobodnih volitvah in nas popeljal v samostojno slovensko državo. Kodno ime zavezovanja, naprej torej France Bučar, zavezovanja je bilo Tikveš, kar je za Bučara kar primerno, vse Tikvo pomeni Buča. No tudi Bučar je preko nove idejni osamosvojitve in preko delovanja funkcij predsednika slovenske skupščine tudi operativni osamosvojitelj. V zadnjih letih režima je on po Udbi najbolj zavezovan posameznik. Potem sledi Bavčar, je bil velikan
slovenske osamosvojitve, idejni in operativni, in Udba ga zavezovala obdelavi delegacija, seveda še preden je postal notranji minister Demosove vlade in operativni osamosvojitelj. Paradoksalno je, da je prišel z ministrovanjem v položaj, ko je postal šef tudi Udbe, se pravi asociaciji, ki ga je poprej zavezovala. Seveda je takoj pretvoril v normalno obveščevalno varnostno službo, tako kot jo imajo vse demokratične države. Izdelana je že naslednja knjiga serije Dimitrij Rupel Negativ in pripravi Janša Kaplar. V perspektivi pa še 3 knjige o tem, kako je Udba zavezovala osamosvojitelje iz kroga Nove revije. Zdaj, če grem na samo knjigo o jezi, je razdeljena, vidite, na 4 dele, po časovnih, kronološko po časovnih obdobjih, da vidimo, kako se je ta njegova, kako se je to zavezovanje, kako so se razvijale hkrati tudi njegove ideje, ki so motile seveda nedemokratični režim v Sloveniji, seveda tudi v Jugoslaviji. Torej, gre za razpon od leta 1946 do leta 1984. Ampak do novembra 1948, ko on emigrira ilegalno v Italijo, se omenja bolj sporadno. Šele 1. novembra, potem ko 1948 poodide, oziroma pobegne v Italijo, se sproži nad njim resna udbovska hajka. V knjigi je veliko družinskih fotografij, ki še nikoli niso bili javno objavljeni, jih je hčerka Evelina prijazno vstopila in dovolila objavo v knjigi. Tu vidite poroko med Francijem Jezo in Justino Čelan 8. julija 1950. Meni se ti pomembno objaviti teh fotografij tudi zato, ker Udba večkrat piše v slabem materialnem stanju družine zaradi jezove, nesebične in izgubo povzročujoče dejavnosti. In kako se je soproga Justina zaradi tega normalno hudovala nad soprogom. V resnici pa je bila izjemno skrbna, vse skozi ga je podpirala in slike kaže bolj kot besede ljubeče družinsko življenje. Ne vem, kdaj so mu natančno dodelili to kodno ime separatist. No, v splošnem poročilu Udbe za leto 1962 najdemo večkratno omembo Franca Jeze in znotraj tudi tega, da je bila sprožena in da je agenturno dobro pokrita, se pravi z sodelavci, obdelava separatist, oziroma Ovaduhi, obdelava separatist v Trstu. Iz splošnega poročila za leto 1962 se vračam na leto 1959, ko izide v Trstu njegova najpomembnejša knjiga Nova tlaka slovenskega naroda, ker Jeza opisuje ekonomsko zapostavljanje Slovenije. Seveda je Udba to pozorno spremljala, kako knjiga pravnica v Slovenijo in kaj o njej mislijo različni slovenski intelektualci. Udbovci ugotavljajo, da sta nad knjigo zadovoljna Dušan Pirjevec Ahac, zavezovan tajno kot Korošec, in Edvard Kocbek, zavezovan tajno kot Bohinjski. V letu 1961, da se vračam malo nazaj, je Franc Jeza ustanovil v Trstu akcijski odbor za neodvisno Slovenijo. Ta odbor je izdeloval razne letake, sporočila, med drugim tudi letak Poslanica slovenskemu narodu za novo leto 1962. Zanimiv je način, kako so Jeza osebno njegovi privrženci, sicer malo številni, razširili ta in druge letake v Trstu. Namreč tako, da so jih zatikali za brisalce avtomobilov z jugoslovansko registracijo ali pa so jih delili potnikom v jugoslovanskih avtobusih. Poročilo Udba za leto 1963 je zapisano preko sodelavca Štajerja, vidite, tistega sem že omenil, ki je sodeloval v realizaciji skupine Toplišek Janeza, je bila završena akcija za ugrabitev vodje akcijskega odbora za neodvisno Slovenijo v Trstu Jeza Franca. Sama akcija ugrabitve sicer ni uspela zaradi bolezenske preganjavice Jeze Franca, ki se je zbal priti na določeno mesto, odkritih pa je bilo vrsto podatkov, ki osvetljuje celotno dejavnost Jeze. Vidite, tukaj je Udba celo razočarana nad bolezensko preganjavico. Torej, pri Jezi ni uspela Udba, pri Toplišku pa je. Saj sta v skupinici 3, ki jo je Toplišek vodil ilegalno Jugoslavijo, bila kar 2 udbovska duha. Žan, pravo ime Milan Bolič, in Štajer, pravo ime meni neznano.
Topniška so po prehodu meje aretirali, obsodili na 14 let zapora in pri poskusu pobega je bil ubit. Videli ste pred sliko njegovega trupla. Verjetno je bil celo umorjen, ker so bili streli, ker je bil streljen tako spredaj kot od zadaj. Hčerka Evelina je bila posvojena, pa fotografija kaže na zelo ljubeč odnos jeze do nje. Marešal, se pravi italijanski policist, Ervino Kosoli, zaposlen na političnem oddelku tržaške kvesture, Digos, bil je v duh hudbe s kodnim imenom Kraševec, pozneje iz stran, je dejal, da ga ceni, citiram, ker je posvojil otroka, ki ga je mati zapustila in ga je vzgajala kot lastnega, konec citata. Žal sem šele po izidu knjige sem spoznal, oziroma me je kontaktiral Bogdan Jeza, nezakoniti sin Franca Jeze. Rodil se je 23. aprila 1948, njegova mama bila Rozalija Jeza, sestrična Franca Jeze. Očeta je obiskoval v Trstu, tu vidite njuno skupno sliko, ko je bil še zelo majhen. No, meni je seveda v razgovoru z njim zanimal predvsem odnos Udbe do njega, do Bogdana. O tem je Bogdan Jeza povedal, da so jih po obiskih očeta v Trstu obiskovali neznane uradne osebe v civilnih oblekah in jih spraševali, kaj smo se z očetom pogovarjali, če je dal kakšno literaturo in če je kaj govoril o tem, s kom se sestaja. Po njegove smrti leta 1984 sta me obiskala dva agenta v civilu na delovnem mestu v tovarni v Savrah pri Ljubljani. Eden je sedel na mojo pisalno mizo, da je bilo bolj grozeče. Zanimalo je, če se mislim potegovati za dediščino po očetu. Ko sem odgovoril, da ne, sta rekla, da bi se lahko potegoval vsaj za njegov arhiv. Na moje vprašanje, ali res pričakujejo, da bom vohunil za pokojnim očetom, sta zagrozila, da morda ne bom obdržal službe. To je bil zadnji kontakt in kasneje so me pustili na miru. Zdaj pa, Bogdan Jeza mi je tudi potrdil, kar sem jaz napisal v knjigi, kar ni bilo tako znano, da je bil Franc Jeza dopisnik s Tolminskega od junija do 1. novembra 1948, ko je emigriral. Sicer je bil v Ljubljani, ampak je hodil na Tolminsko in pisal članke. V zvezi s tem je Bogdan tudi dejal, da je oče verjetno ilegalno prestopil, kar nisem vedel. Pa zelo verjetna varianta, mejo z Mirnskega pokopališča, katero leži praktično mej z Italijo. Zato so oblasti pustile ljudem obisk pokopališča samo 1. novembra, ker je drugače prenevarno, da bi prebegnili čez mejo. No in zgleda, Franc Jeza vse to preštudiral in točno 1. novembra, se pravi, ker je bilo edinkrat na leto, ko je bilo pokopališče odprte, je šel v Italijo. Verjetno je to najbolj verjetna varianta in je pobegnil iz takratnega stalinističnega slovenskega kotla. No, to je pa Jeza in soproga leta 1966, to je na občinah, jaz sem mislil, da Trsto, pa me je Ivo, seveda ti pozna bolj te kraje, opozoril, da je ta slika iz občin, ker je on namreč stanoval. Zdaj, letak, vidite, v Udbinem generalnem poročilu za leto 1966 lahko med drugim beremo. V bližnjem zamejstvu Italije je bila v letu 1966 aktivna zlasti slovenska in srbska politična emigracija. Njena aktivnost se kaže v intenzivni organizacijski in politično-propagandni dejavnosti. Center tega delovanja je Trst in tudi že tretji dan po četrtem plenumu, to je Rankovićeva odstavitev, je Jeza izdal letak o izkoriščenju Slovencev s strani Srbov, Rankovića in Stefanovića. Tu vidite ta letak, zgleda nima nobenega ozira do ubogega Rankovića, ki so ga odstavili, ubogega v narekovajih in Stefanovića. No, tu bi še pripomnil, da je Tito Rankovića in Stefanovića vrhovna udbovca odstavili leta 1966. Bolj iz svoje Jovantine paranoje, kot iz nekega resnega političnega razloga. To si lahko preberete malo bolj natančno v moji knjigi Jovanka in Udba, pod naslova Neokročena trmoglavka in blaznost na Titovem rdečem dvoru. Po padcu je bil Ranković v Sloveniji in tudi po Jugoslaviji zalazovan kot Peter in X, Stefanović pa kot Pavel. To je v partizanskem metu, se mi ni pozvega, ne? V informativnem biltenu, to je slika iz tega obdobja, datiranem z 11. septembra 1969,
se udbovci razpišejo tudi v Dragi 69, se pravi, oni so imenovali Karla kodno. Citiram. Udeleženci študijskih dni v Dragi trdi, da so veliko doprinesli k utrjevanju narodne zavesti v zamejstvu in v matični državi. V dveh dneh so se zvrstili številni predavatelji, med njimi tudi Boris Pahor in Franc Jeza. In še. Teza o nujnosti samostojne države za Slovence je zagovarjal Franc Jeza. Prikazoval gospodarska razmerja v SFRJ, omenil sklep ZIS o gradnji cest v SFRJ, nanizal nekaj problemov slovenskega nacionalnega prirastka in zaključil, da smo Slovenci žrtve tisočletne tiranije v zadnjem času srbske hegemonije, da je narodni obstoj Slovencev ogrožen in je osamosvojitev Slovencev zaradi navedenega nujen pogoj za normalen razvoj našega naroda. Jeza je svoje argumente enostransko in tendenciozno nanizal v smislu njegove knjige Nova tlaka slovenskega naroda. V izvajanjih je bil zelo oster. Nekakšen višek Jezovih osamosvojitvenih idej in hotenj so zborniki Alternativa maj 78, Iniciativa marec 79, Demokracija maj 80, Akcija junij 81 in Neodvisna Slovenija februar 83, tukaj fotografija vseh njih. Udba je seveda pozorno spremljala in poročala, kaj je v zbornikih napisano in jih plenila, ko so pronicali na meji ali pa če jih je našla v matici. Tako naprimer, vidite, to dokument je udbovec Veljko Franko iz drugega zunanjega oddelka udbe zapisal 14. julija 80 za sive informacije, namenjene zgolj slovenskemu komunističnemu vodstvu naslednje ugotovitve, citiram. Maja 80 je v Trstu šel tretji po vrsti zbornik za družbena vprašanja, ki ga je izdal Franc Jeza, tokrat z naslovom Demokracija. Po vsebinski zasnovi pa tudi po obliki se razlikuje od prejšnjih dveh. Kot vemo v prihodnem letu, udba že ve za prihodne leto, ne? Zanimivo. Je šel še četrti zvezek iz serije Jezovih zbornikov. Novost, ki jo vredno zabeležiti, je Jezova akcija razpečevanja zbornika raznim naslovnikom v Sloveniji, posebej v Ljubljani. Po operativni poti smo doslej prestregli cirka 45 pošiljk, tako se med posamezniki deležni Jezove pozornosti zlasti predstavniki slovenskega leporečja oziroma kulture v ožjem pomenu besede. Javošek Jože, sicer kodni v duhu udbe s kodnim imenom Pietet, dr. Branko Kreft, Niko Grafenar, zalezovan kot granik od udbe, Slavko Fras, konfident udbe s kodnim je Žiga in nato Ariel, Beno Zopančič in tako dalje. Po našem mnenju se Jezova akcija še ni zaključila, zato še naprej nadzorujemo zanimive pošiljke in jih po potrebi tudi zasežemo. To je še neobjavljena fotografija Franca Jeze iz leta 81, ki sem jo izkoristil, da slikovno povem, kako je odpiral vrata v slovensko samostojnost. Namreč v Jezovih zbornikih je zjeto bistvo in so analizirane konkretnosti njegovih samostojnih, a nepopustljivih in truda polnih hotenj in prizadevanj za samostojnost, suvereno in neodvisno slovensko državo. Vzeta skupaj ta niz petih zbornikov najbolj dodelan program samostojne slovenske države, ki je bil presežen šele z novo revijo, a ne s številko 57, pač pa s 95. številko marca 90, tik pred prvimi povojnimi demokratičnimi parlamentarnimi volitvami v Sloveniji, kjer je na uvidku pod naslovom Samostojna Slovenija v nadaljevanju 41 avtorjev, sedaj že brez dlake na jeziku, skupaj z uvodnikom uredništva in uvodno Demosovo deklaracijo o slovenski samoodločbi, obdelalo vsa relevantna področja prihajajoče slovenske nacionalne državnosti. Februarja 83 je šel, kot sem že rekel, zbornik Neodvisna Slovenija. 12. aprila pred Franca Jezo zadela še nedokončna možganska kap. S tem se je njegovo aktivno življenje končalo. V Neodvisni Sloveniji je tudi, kot poroča udba, nekaj citiram, pravi udba Cvet, naprimer, pravi udba o novi denarni noti penezov, ki se bo delil na 100 fickov, konec citata. Tu pripominjam, da uvedba nove denarne note ni bila cvetka, ampak preroška misel Franca Jeze. V matici se uvedbe slovenskega denarja ni javno govorilo, tega ni, naprimer, v 57 številki nove revije. Mislim, da takrat sploh ne morajo izideti, če bi take stvari noter v te revije. Se je skrivala samostojna Slovenija v pravici do samoodločbe in tako naprej. Če bi takrat v nove reviji direktno govorilo o Neodvisni Sloveniji, ne bi šla. To so dejstva. Jaz sem to zahtevo po denarju prvi postavil v Sloveniji
5. februarja 1988 v reviji Mladina. Zato mi je tudi močno padlo v to udbovsko citiranje Bojda Cvetke o novi denarni enoti. Udba poroča slovenskemu komunističnemu vodstvu 14. septembra 1983, od Drage 1983, citiram, Sirčevega predavanja in diskusije se je udeležilo okoli 130 oseb, med katerimi so bili poleg omenjenih še Franc Jezar, prišel s pomočjo žene, predtednega zdela možganska kap, in Vinko Beličič iz Italije, France Gorše, hodno zalazovan kot tipar, iz Avstrije, iz Sr. Slovenije pa France Bučar, vemo, Tikveš, ter Zdravka Kozberg. Vidite, tudi Zdravka Kozberg je še vedno bila, tudi po smrti Kozberga je bilo še vedno pomembno poročati, kaj počne, kje se vidle Zdravka Kozberg. Fotografija je sicer iz uvodnega dne v Petrlini dvorani. In sedaj še nekaj besed o zadnjem najdenem tajnem dokumentu, kjer še piše o Francu Jezi, notranjem ministrstvu. Pomočnik slovenskega notranjega ministra Lovro Bregar je 11. julija 1984 poslal naši komunistični eliti državno tajnostno informacijo o tretji številki Celovškega zvona, citiram. Išla je nova številka Celovškega zvona, potem se Bregarjeva informacija nadaljuje z opisovanjem, citiram, varnostno pomembnejših besedil, konec citata. V tej zvezi je udbovsko komentiran in povzet tudi članek Alojza Rebule, ki je bil zalozovan kot Meščan, Osredkar in Jambor 2 z naslovom Francu Jezi zanosnemu samohodstvu v spomin. V knjigi se nahaja faksimile tega lepega prispevka in prepis skoraj celotnega članka. Nasplošno torej ne samo o njemi in slovenski tajni policiji, pa lahko Francu Jezi povem še naslednje jedke resnične besede. Sramota je, da več desetletij po dejanskem nastanku suverene slovenske države ostaja precej neznana osebnost. Čeprav bi že zdavnaj moral imeti stati njegov spomenik v srcu naše države, v Ljubljani. Najbolj je na mestu, kjer se sedaj šopili veliki množični slovenski klavec, ter proti osamosvojitelj Edvard Kadel, ali pa tam, kjer pozira drugi tak tič Boris Kidrič. Namesto tega pa se postavljajo novi spomeniki udbovskemu duhu Petru Božiču, 2 spomenika v Ljubljani. Velikanu slovenske proti osamosvojitelj Janezu Stanovnik, 2 spomenika v Ljubljani in Novi Gorici. Še kaj podobnega v posmeh slovenske državnosti bi se našlo. Naprimer, Türkovo nagrajevanje veleudbovca in nasprotnika slovenske osamosvojitelja Tomaža Ertla. Vladno dodelitev vojaških pogrebnih časti tajnemu preganjalcu Franca Jeze, veleudbovcev in proti osamosvojitelju Janezu Zemljariču. Pogrebne časti preminulemu zadnjemu premijeru propadle socialistične Slovenije Dušanu Šinigoju, ukinitev muzeja osamosvojitve in odpravo nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Tu bi lahko malce predrugačil Vergilov vers iz Eneide navajam. Toliko truda je stal spočetek rimskega ljudstva, v mnogo truda še potrebnega primerno spominjanje na Franca Jezo, enega izmed spočetnikov slovenske države. Hvala. Mislim, da kljub obsežnosti sicer sintetičnega prikaza imamo še nekaj časa, da dokaj vpraša, doda, kontestira ali kakorkoli prispeva k temu lepemu srečanju. Tam je že dvignjena roka in mikrofon se vam bliža. Tam čisto na koncu. Bi prosila, če lahko pridete bližje, prosim, zaradi tega, ker bomo tudi lažje snemali dogodek, tako da... To je avtor knjige o enem prvih osamosvojiteljev, Enrichu, dr. Ljubljanc. Hvala lepa, spoštovan Igor, za to predstavitev. Predvsem tudi zato, da si izpostavil pomen Lamberta Erlicha, ki gotovo za tiste čase velja v slovenskem prostoru za enega temeljnih osnovateljev ideje o samostojni Sloveniji. In mislim, da je prav, da se to tudi širi med nami. Druga stvar, ki bi rad v zvezi s tem povedal, je seveda tudi pomen njegovega dela v zamejstvu
ki je potem tudi vplival, kar sem zapisal tudi v svoji knjigi, na osamosvojitelje z idejo samostojne Slovenije preko Žebota, pa tudi seveda preko argentinskih Slovencev. Mislim, da je prav, da se v tem kontekstu to izpostavi. Tretja stvar, ki bi rad rekel, zelo vesel sem, da tvojega dela raziskovanja Udbe, in mislim, da se bomo morali vsi, jaz sem tudi v svoji knjigi Domačija pod Svetim Antonom zapisal svoje izkušnje Udbe, in mislim, da je prav, da Slovenci poskušamo, tisti, ki smo bili žrtve tega, to tudi zapisati, ker se s tem širi, kako smo bili zatirani in kako je to vplivalo na naše delovanje, in da so tako v zamejstvu, kakor tudi seveda doma številni kljubovali in zaradi tega tudi doživeli določene kalvarije. Mislim, da je prav, da se ta zavest širi, kajti tudi samostojna država Slovenija je seveda pomembno nastala na podlagi teh snovateljev, ampak tudi tistih, ki so doma kljubovali, in to so bili seveda številni ljudje. Zato se zelo strinjam s tem, kar si zelo dobro izpostavil, da bi morali to zgodovino Slovenije zapisati. To je zgodovina tistih, ki so kljubovali temu režimu, in mislim, da je potem tudi pri volitvah se to pokazalo, kajti če tega ne bi bilo in če tega delovanja v zgodovini ne bi bilo od Erlicha, pa potem seveda v vseh nadaljnjih letih samostojne Slovenije ne bi bilo. Hvala lepa. Strinjam se mi podanje. Dobro, tam je druga roka. Izvolite. Morda sem nečak Justine Čelan, žene Franca Jeze. Opisal bi rad par dogodkov, ki so se zgodili takrat, ko sem bil pri njemu na obisku. Ko sem bil star 8 let, to je bilo leta 1952, sem prvič z mamo šel na obisk k moji teti, Justini. Takrat sta bila z Vilijem, ki smo mu rekli Vili, Francu. Takrat sta bila na stanovanju v ulici Via Lazareto Vecchio v Trstu. Zakaj sem omenil to ulico? Zato, ker iz njenega stanovanja ali njegovega stanovanja preko ceste je bila soba, v kateri so bili ameriški in angleški vojaki. In meni, kot 8-letnemu fantu, je bilo zelo všeč, da sem videl te vojake, te lepo oblečene ljudi. Tudi v poznejših letih, seveda, ko je bilo mogoče, vedno se ni dalo iti, smo večkrat se videvali z teto in stricem. Moj oče je bil sicer po poklicu pomočnik strojevodja in je imel to srečo, da je večkrat na občine vlak pelal. In ko je vlak pelal, se je z teto mojo nekje med občinami in Sežano dobil in je povedal vse, kaj se dogaja in kaj se ne dogaja, recimo pri njih na občinah. Takrat, ko nismo mogli niti iti. V začetku mojih gimnazijskih let sem bil na obisku, ko sem bil na obisku,
sem bil pozoren na stričeva literarna dela. To so vsa ta dela, ki so bila tu gor napisana, sem jih jaz takrat že, ko je bil izdan seveda ta zbornik, sem jih malo prelistal, malo pogledal, nisem veliko vedel, zakaj se gre, ne? Ampak počasi me je pa mene stric zelo navdušil nad to zadevo in sem eden od tistih, ki sem prenašal tudi to literaturo v Slovenijo in jo talal med svojimi sošolci, tistimi, ki sem jim zaupal, seveda jim lahko dam, in pa širše, v Postojni, seveda tam, kamor se stanoval. Nekje v času, ko sem obiskoval drugo gimnazijo, to je bilo leta 1961, sva se malo bolj začela pogovarjati s stricom o njegovi zamisli, kaj vse bi bilo potrebno storiti tu v Sloveniji, da bi lahko živeli v samostojni državi. V tem letu sem tudi prisostvoval srečanju v Trstu strica in gospoda Žebota. Leta je prinesel s sabo več izvodov, če se dobro spomnim, je bil časopis izdan nekje v Argentini, na sami naslovnici je bil pa Knežji kamen, gor na tem časopisu. No, tega sem jaz prenesel čez in seveda malo razdelil, kolikor sem pač imel časopisov. Tako da meni je bil všeč ta logotip slovenskega Knežjega kamna. Pritegnili so me članki, ki jih v naslednjih naših medijih ni bilo mogoče najti. Strica sem prosil za izvod, za izvode, koliko je pač moglo se dobiti pri njemu doma in pa tega od gospoda Žebota in ga ilegalno prinesel v Slovenijo. Kasneje, v nekem obisku, mi je teta Tinka pokazala, kaj trenutno stric Vili piše. Bile so tipkane strani knjige Spomini s taborišča, ki jo je nameraval izdati. Z zanimanjem sem tipkane strani začel brati in kar sem si vsebine zapomnil, povedal sorodnikom in znancem. Veliko člankov, ki jih je stric napisal, Neodvisna Slovenija, Alternativa, to, kar smo videli, vse to. Vse to je bilo ljudem, ki sem jim dal, zelo zanimivo in so hoteli še kaj imeti. Sklenil sem, da je to, za kar je stric Vili živel in delal, prava pot, na katero bom tudi sam stopil. Začel sem s širjenjem omenjenega pisanega gradiva, ki ni bilo dostopno Slovencem. Časopisi, članki, letaki, ki so informirali slovensko javnost z vsebino o samostojni slovenski državi, so bili tako prenešeni. Ne teta Tinka, ne moji starši za to niso vedeli. Bila je to skrivnost med mano in stricem. Moja mama je imela zelo velike težave z mano. Zelo je jokala, zelo je, vse sorti bilo, policaji so stali na okno, vse sorti bilo. Bil sem v 3. ali 4. letniku, se ne spomnim, gimnazije, takrat pa je bila v Postojni, seveda, ne takrat, ampak takrat so bili vojaki v Postojni, zelo veliko vojakov je bilo in starešin, ki so stanovali v oficirskih blokih v Postojni. 3 taki bloki so bili nedaleč od mojega doma. Tem oficirjem je bilo treba naznaniti, da so pri nas v Sloveniji nezaželjeni. Neko noč sem jim na stene hiš z rdečo kredo napisal Srbi domov. Naslednji dan, po koncu šole, so me doma čakali policaji, takrat
domačimi ličniki. Izprašali so me vse mogoče, pregledali oblačila, pogledali, kje so kakšne krede in tako doma pri nas. Bil sem pripravljen na obisk, saj nisem pustil za seboj nobene sledi. Takrat sem si mislil, da je tako bilo, pa je bilo tudi potrjeno, da res nisem pustil, sicer bi me dobili. Mama je jokala in se dodobra nasekirala z mano. Po par dneh me je obiskal sorodnik in vprašal, če so bili tudi pri meni. Potrdil sem mu, vendar o sami akciji nisem mu povedal nič. Tudi staršem ne. Nekaj mesecev sem z literaturo in akcijami prekinil. Sem se bal. Nisem hotel več te zadeve delati. Predvideval sem, da me bodo spremljali, kaj delam in kot hodim. Na šolski uri francoščine so potrkali kriminalisti na vrata razreda in vprašali zame. Profesor mi je po razgovoru z njimi dejal, naj vzamem zvezke in torbo s seboj, saj se ne bom tako hitro vrnil. Odšel sem v spremstvu, taki so bili urejeni, bela srajca, očala, vse so imeli in Mercedes je avto bil, ki so ga peljali. Odšel sem v spremstvu, ves razred je bil na okno in gledal, kako sem stopil v črn Mercedes. Odpeljali so me v Koper na ponovno zaslišanje. Kar 2 meseca nazaj, za 2 meseca nazaj, sem moral tisto noč povedati isto zgodbo. Sprva so me prijeli na kratko in me začeli strašiti z vsemi zadevami, ki so jih imeli tam, to je bila neka temna soba, se spomnim in tako naprej. Za vse, kaj mi bodo storili, če ne priznam, tudi bratu mojemu in tako naprej, brat je bil 5 let mlajši. Ostal sem miren, večkrat v misli s stricem, Viljem, na kar so me popoldan le odpeljali nazaj v Postojno. Eden od njih mi je dejal, pa če boš kaj izvedel, kdo bi lahko bil, mi pridi povedati. Verjetno so imeli premalo dokazov, da bi me spoznali za akterja omenjenega dejanja. Čez čas sem zahajal ponovno na obisk na občine, kamor sta se s teto preselila. Iz Trsta sta se preselila na občine, kot je bilo povedano. Bil sem previdnejši, saj mi je stric povedal, da ga verjetno spremlja Udba. Še vedno pa sem kakšen časopis ali kakšen članek pretihotapnil čez mejo. Strica sem občudoval, kaj vse je pretrpel v svojem življenju. Od leta 1948 naprej je bil begunec brez slehernih pravic. Bil je tarča fašistov, nacistov in komunistov. Spomnim se, ko je moral v bolnico na Katinaro v Trstu. Teta mu je morala prinesti jedilni pribor, ker ga ni bil deležen. Hrano je dobil, pribora absolutno ne, sladkorja ne, popolnoma nič takih stvari. To je morala teta vse prinesti njemu, ker je bil v bolnici. Žal osamosvojitve ni dočakal, 7 let prej je odšel v Bogu. Kar predstavljam si ga, kako bi bil vesel in ponosen, če bi vedel, da je njegov nečak Evgen sodeloval v slovenski teritorialni vojski, branil slovensko zemljo in da kot veteran vojne za Slovenijo spoštuje slovenske osamosvojitve. Hvala za to pričevanje. Tudi v Trstu je bilo nekaj pričevalcev, sicer ne tako bližnjih, ampak nekdanjih mladeničev, ki so z jezo delili tiste letake ali jih nosili čez meje ali pošiljali po pošti in tako dalje. No, Vili je bil eden izmed najbolj priljubljenih jezovih psevdonimov. On je marsikaj napisal s podpisom Vili Hajdnik.
torej z Hajdina. Ne? Tisti časopis z knjižnim kamnom pa je Slovenske države iz Toronta. Ne? No, je še kakšen prispevek, kakšno vprašanje, dodatek? Evo, če se lahko približate zaradi snemanja. Ja. Janez Kepicke, bivši knjižničar ljubljanski. Bi sicer bi imel najprej pohvalno gospodu Merzi, da ima zdaj že cel opus teh knjig, ne? To je delo, kar je treba spoštovati in sploh zelo pogumno delo. Potem imam pa jaz nekaj vprašanj. Namreč, tole so posamični primeri, kar je korektno, kar je stvari treba pač najbolj jasno ali pa se da prikazati takole na konkretnih primerih. Je pa res, da so ti ljudje bili, ki jih gospod obravnava, bili del nekih širših gibanj. In sicer v Sloveniji protistalinističnega gibanja, ki pa se ni začelo konkretno samo s temi ljudmi, ampak se je recimo čisto javno dokazano, publicirano začelo že leta 19. Takrat so oni odločno nastopili proti bolševizmu. Prav, to so bile vse gibanja. Protistalinistično, v glavnem politično, katoliški politični katolicizem, potem sam stalinizem v Sloveniji se pa meni osebno zdi še izjemno slabo raziskan. Ker to je bilo izrazito radikalno, fundamentalistično, teroristično, tudi kriminalno gibanje, ki je v Sloveniji se uspelo razviti in je tudi v osnovi, posebno tista leta 20. leta, 30. leta so slabo preiskana. Bom navedel samo konkreten primer. Leta 1936 je šlo v Slovenijo 500 Slovencov. Kdo jih je organiziral? V Španijo. V Španijo 500 Slovencov in ravno ko je šlo v Španijo točno 500 Britancev. Prav, to niso bila naključja. A so se zmenili ali kako? No, pustimo to. Se pravi, skratka, samo to so gibanja. Prvo gibanje je bilo, vsi vemo, Združena Slovenija, drugo gibanje je bilo gibanje liberalnih narodnjakov, katerih rezultat je naša hvalevredna matica. Tretje gibanje je bilo slovensko politično, katoliško gibanje, ki je dalo velike rezultate. Četrto gibanje je bilo, nažalost, tole stalinistično gibanje, še zelo slabo proučeno. Peto gibanje smo pa mi, prav proti stalinisti. Pa še vprašal bi, jaz tole nekoliko po osebah poznam, ta tukaj je zelo glasna udba proučevana, mogoče pa deluje še danes. Zelo veliko bolj prikrito. Namreč, ne bom navajal primerov, ampak bi se dal dokazati, da deluje. Hvala lepa. Čestitke gospodu Merzi. No ja, stališče gibanje se vemo, je vodila komunistična partija, se vodila posebej izven tega. In to se kar raziskuje predvsem. Zdaj, jaz nisem zgodovinar, jaz gledam udbo in udbo, proučujem leta 45, celo vosa, do konca. Zdaj, ali obstaja še udba? Prosim, se ne spiš? Ali obstaja še udba? Ne, ni udbe, da bi to vedel, in nočem imeti. Ampak za demokratično Slovenijo se je pač ta udba preoblikovala v neko normalno varnostno-obveščevalno agencijo, ki, če bi se ona ukvarjala s političnimi zadevami, če bi to prišlo ven, bi mediji o tem poročali. Takrat pač o udbi niso mogli poročati. To je razlika.
Ampak jaz ne verjamem, da danes deluje naša soba politično, ne. Tega pač ne deluje. Deluje pa politika, rekel zelo, pro-udbovsko. Politika, vladna politika deluje pro-udbovsko. Se bomo kontaminirali Evropo z udbo, ne, evropsko vlado, recimo. Ali uničujemo muzej slovenske osamosvojitve, to je proti osamosvojitveno dejanje te vlade. Ne. Potem, kot sem že rekel, častiti Zemljariča je pro-udbovsko. Ni za neka tajna udba, nekaj rovar, ampak je kar vlada, javno, vsem na očeh. To je zaskrbljujoče. Je še kdo? Prosim, gospod Bogdan Jeza. Dober dan. Rad bi dopolnil ali pa pokazal čas, ko je moj oče emigriral. To je, oziroma zakaj je. On je bil krščanski socialist, član kluba Zarje, ker je šel čez na brzino, so vse njegove stvari ostale pri nas in smo mu jih potem počasi znosili v Trst. Od njegovih dnevnikov, prevodov, tega zvezka od Zarje, kamor so se opisovali. Treba je pa, hoče reči, da je bil idealist. Verjel je v boljšo družbo, verjel je v demokracijo. In v tem času, ko je prišel iz taborišča iz Dachau, so ga zelo kmalu začeli zasledovati. To mu je povedala sestra, ki je bila medicinska sestra na Golniku, kamor je tudi on pravzaprav zaradi tuberkuloze spadal, da rečem, in je povedala, da so jo obiskali v Baši in zahtevali, da vohuni za njim. Takoj sta se zmenila, da je dala odpoved in odšla na Štajersko k mami in je bila potem na Ptuju in v Ormožu medicinska sestra. 44. mu je padel brat, s katerim sta bila zelo povezana. Kozbek mu je prestopil, tako da je ti njegovi ideali so začeli se podirati. Ko so njega silili, da vohuni za Kozbekom, je šel k Kozbeku, mu to povedal in v dnevnikih, ki jih je, mislim, da je gospod Babčar izdal, piše o teh obiskih samo z nejevero. Kozbek ni verjel, da je to resno. Če upoštevate, da so bili takrat, da je bilo do njegovega odhoda 7 dahovskih procesov, se pravi njegovi kolegi iz taborišča so bili obsojeni, 11 jih je bilo na smrt, 3 so umrli brez zasliševanja, enega so pa linčali na Golem otoku, ki je prišel. V teh procesih je bilo zaslišanih več kot 2500 ljudi. Recimo Korzika, dr. Korzika, ki ga opisuje v tej knjigi Spomini iz taborišča, je bil 8 mesecev zaprt, zasliševan in nikoli ni spregovoril besede o tem, ker so ga verjetno prisilili, da je podpisal kakšne papirje proti ostalim, ki so potem umrli. Tako da to je bil za njega blazno stresen čas. Zgubil je vero v prijatelje, v boljše življenje, in videl je tudi, da prve stvari bojo pritisnili na njega, na nas, recimo, in je pač šel. Če lahko iz družinskega življenja rečem še to, da je bil namen, da prideva za njim, kar se pa ni dalo. Tako da ima je potem življenje steklo po svoje, oba dva sta se poročila. Imel sem pa zelo tesne stike, bil sem pri njem na dopustih poleti, ne na domu,
v penzionu na Piazzi Oberdan do njegove smrti. Tako tudi imamo vse slike od Eveline, ki je posvojil in tako naprej, tako da zdaj pa kako je to vplivalo pa name, če še to sam v enem stavku. Franček Mirtič je prišel na šolo, ker sem bil hodil v srednjo šolo in rekel jeza, stike s rozumi, jaz pa ne vem, pa pravim, ja oče, prav vse vemo, da ni terorist prav, ampak to samostojna Slovenija, to je treparija, to ne more biti, ne. Je pa res, da se mi je malo potem obrnila tudi življenjska ali pa poklicna pot. Tudi jaz sem hotel biti novinar. Pa normalno vzeli so vse moje sošolce pri njemu, kot da rečem, začneš tam priporočani, po koliko je zredava, po koliko je sogobe, ampak mene ne. Tako da pač potem sem pristal pri računalništvu, pri tehniki, pri ekonomiji, tako da tam pa glavno nisem imel težav. Tudi tako, prej sem bil na Jožefu Štefanu, kot študent sem že tam delal kot računalnikar, od leta 67 do 75, potem sem šel pa v tovarno v Savle. Takrat so bile tovarne zelo nepopularne, tako da ni nič hudega, da takrat nisva hodili prav razen. Po njegovi smrti so me skoraj prosili, da bi prišel do arhiva. To je to. Hvala lepa. Hvala za to dragoceno pričevanje. Z Jezo smo se poznali, ker smo tudi na... Jaz bi pa samo to omenil, da Bogdan, sin Franca Jeze, je res, v njemu se pretaka očetova kri, ne pove, da je na tem parku, vse že bude pri rogu, parku izbrisanih, stoji njegov pečat na 3 kamnih, 7. koliko 7. In za čuda te njegovi citati tam, oziroma napisi, še danes niso zbrisani. Samo to bi povedal. No, ta park, ki piše, nima imena tam. In je bil park izbrisanih. Jaz sem naredil 7 grafitov na te, jaz jim rečem, krofi. Taki okrogli kami so, s primerom približno dober meter. Park izbrisanih iz spomina in življenja. In potem je tudi en okosnak vodoravno leži. Drugi grafit je pa nepokopani, pa mrtvaška glava. In zdaj, dejansko tako najprej sem naredil enega na steno, pa ga je dal Janković zbrisati. Te na teh krofih pa lepo stojijo že več kot 8 mesecev. Probite jih pogledati. Tudi to je zdaj park sicer izbrisanih, ampak so všteti tudi te povojne pobiti. Je še kdo, ki bi želel izkoristiti to redko priložnost, da so tukaj pričevalci, avtori, ljudje, ki poznajo zadeve, prosim. Jaz bi samo, Janez Kipicker, še enkrat, samo dodal bi en detalj, čisto droben. In sicer, ker je tukaj veliko zgodovinarjev, akademskih zgodovinarjev, bi izkoristil priložnost, da opozorim, da ta nedvomno dokazano s temi publikacijami gospoda Omerze, stalinistični in gibanje, komunistično gibanje, da je to čisti stalinizem, ki je razvil tako take negativne forme, kot je bila Udba. Ampak
sedanji ponosni nasledniki teh stalinistov, ne vem, na kaj so ponosni, ali na umorjeni, proglašajo sami sebe javno prosim, za naslednike socialdemokratov. In celo Edvina Kristana imajo skupaj te tradicije. 1896 je Edvin Kristan namreč ustanovil socialdemokratsko stranko, s katero pa pričim bila sploh zelo pozitivna, drugič pa z njo sedanji socialni demokrati nimajo absolutno nobene zveze. Zato opozarjamo akademske zgodovinarje, ker oni to javno na svoji spletni strani pišejo, da so nasledniki ustanovih socialnih. Se moramo vrniti k jezi. Vsi vemo, da so nasledniki. No, kot je Jeza sam pripovedoval, jaz sem bil njegov dosti mlajši kolega na Tržaškem radiju in vsak dan on je zelo rad diskutiral, ker je on natipkal svoj pregled tiska zjutraj, je potem se postavil sredi delovne sobe in iskal koga, s katerim bi lahko diskutiral. In velikokrat je nastopal proti toku, se govoril o položaju na Bližnjem vzhodu, kaj pokritiziral Izraelce, takoj ubran so zapornikov v taborišču Judov in tako dalje. Pa tudi druge zadeve, vedno rad tudi prijazno polemiziral. Ampak povedal je, kako se je zameril tudi oblastem, ko je nastopil pri krajevnih političnih predstavnikih na Ptuju zaradi položaja v Strnišču in v Kidričevem. On je zvedel, so mu pripovedovali ljudje pač o dojenčkih in otrokih, ki so jih pokopavali na okoliških pokopališčih in je šel protestirati in so ga skušali takoj utišati. Potem tudi izgon nemške manjšine. On je rekel, se spominjam odlično svoje sošolke, čudovite lepe punce, Nemke, nemško govoreče, no Štajerke, bil je ponosen Štajerec, ko je bilo trojke za petje pel štirje Frantje Špilaj. In rekel, in so jo z drugimi pognali preko meje in streljali za njo in je ubili. Torej, to so stvari, ki so ga zelo prizadevale in je tudi o tem javno govoril očitno. V enem izmed poročil Udbe piše, da pri slovenskem poročevalcu, ki je bil v službi, širi tudi take kritične misli in da ni zanesljiv, ni sicer, ne vem kako nevaren, ampak ni ta pravi. Potem bi dali zadnjo besedo še Igorju, da tako zaokrožimo to lepo srečanje. Hvala. Ja, jaz bi sam še to rekel, da se približuje 1. november, dan, ko je on odšel, ne? In je to 76 let, ne? In se je vrnil v Ljubljano, ne? Vse ljudi. Mislim, da smo kar izčrpno, čeprav, kot vsi ugotavljamo, še veliko premalo, govorimo o tem, danes pregovorili o enem izmed velikih imen slovenske osamosvojitve oziroma slovenstva, Francu Jezi. Iskrena hvala magistru Igorju Merzu, hvala Ivo Jevnikarju za to predstavitev, hvala vsem, ki ste prišli. Knjiga je seveda tukaj na razpolago, vsekakor pa velja premisliti pobudo, da če za slovenske osamosvojitelje in njihove ekipe ne bo prostora nikjer drugje, je Slovenska matica, ima vedno odprta vrata in tudi atrij, tako da morda bomo sprožili pobudo med našimi člani, da se ti kipi vendarle na našem privatnem ozemlju društva postavijo. Hvala lepa.